To, kar počneš, je narobe. Tajno. Bil sem župan mesta North Brooklyna. Gospod župan Wigington, živjo, kako ste? Kako vam gre? Se me spomnite? Ja. Kje smo trenutno? Mi povejte. Ne vem, kdo ste. Gospodična, dajte mi kamero. Ne poskušam biti kakšen nor človek. Sem dobesedno župan in izkušen odvetnik. Al, želiš opraviti alkotest? Želim odvetnika. Ne morem verjeti, da ste mi nadeli lisice. Jaz sem župan tega mesta. Vsi vi delate zame. Gospod, prosim. Resen sem, gospod. To bo super, fantje. Se hecaš z mano? V katerem koli mestu v ZDA župan običajno vodi stvari. A na koncu dneva niti glavni na mestni občini ni imun na posledice kršenja zakona. Od omedlevice za volanom do pretepa za koncem. Teh 6 slabih županov, ujetih na posnetkih policijskih telesnih kamer, se je pobliže in osebno srečalo s svojimi podrejenimi z lisicami v rokah. Dobrodošli v oddaji After Hours, ki jo predstavlja Law & Crime. Sem Jesse Weber. Današnjo epizodo začnemo v Clevelandu v Ohiu. In okoli pol dneva policisti ustavijo 66-letno Kathy Lux, nekdanjo županjo mesta North Royalton v Ohiu. Živjo. Pojdimo naprej in zapeljimo na to parkirno črto. Se sliši v redu, prav? Ne. Kaj je to? Zakaj? Predvidevam, da si vozil 43 v območju 25. Pazen! Povej nam. In tvoje tablice so potekle? Ali imaš vozniško dovoljenje pri sebi? Ja. Okay. Kje imaš vozniško dovoljenje? Ne. Ne, v redu. V redu. Prestavi avto v parkirni položaj. Pridi nazaj, seveda. Kuki, prestavi avto v parkirni položaj. Potem, ko je zaprla okno, nekdanja županja ne upošteva ukazov policista in se namesto tega odloči pobegniti z avtom. Avto se je odpeljal proti severu, proti parku. Hitrost je okoli 65. Zavila je desno na Burgerjevo ulico in trčila v tovornjak, ki je bil tik pred njo. Sledi policijsko zasledovanje, vendar ne traja dolgo. V manj kot minuti naj bi Luxova zapeljala na robnik in trčila v prazen vlečni tovornjak na parkirišču, s čimer si je prislužila še en obisk policista in lisice. Prav, pojdi ven, stani. Počakaj. Stani, Šel sem. stani. Bom. Obrni se. V redu. Obrni se. Obrni se. Ja. Si poškodovan? Ja. Ustavi se. Vso noč samo sipar. Ne. Ja. Razumem te. Ne. Moje stvari so v mojem avtu. Si poškodovan? Ja. Kaj te boli? Vse. Vse. Moje stvari so v mojem avtu. Moje stvari. Moje vozilo. Adijo. Vse je v mojem avtu. Všeč mi je tisto parkirano vlečno vozilo tukaj. Moje stvari so v mojem avtu. Moje stvari? V redu, če si za tisti Berlin Border, bi moral poslati, ne vem, kako si na tem. Pridi, sedi tukaj gor. Res si takšen. Si. Si rdeč pol. Ne, to, kar počneš, je narobe. Poleg prehitre vožnje in potekle registrske tablice je policija povedala, da je Lux delovala opita in imela odprto embalažo z alkoholno pijačo v svojem vozilu. Ampak zdi se, da Lux misli, da je nad zakonom. Sedi.
To, kar počneš, je narobe. Daj no. Hočem svoje stvari. Bom, stani, sedi. Daj no. Ne, hočem svoje stvari. Ne mora ostati tukaj. Tako, to ne gre. Daj no. Poslušaj. Ne. Ne, naj ti povem. Dvigni nogo tja gor in se pripravi. Tako to deluje. Sedi. To je to. Živja. Žura. Ja, samo počasniti moraš. Lahko prosim dobim svoje stvari. Daj mi samo sekundo. Lahko prosim dobim svoje stvari. A second. In my phone. Prosim. Lahko prosim dobim. See, I told you I get it for you. Samo dobro se počutim. Ko se odkaviš, ko ti bojiš in ti John News. 5321. Prvič. Učence. Pridete vznemirjeni. Ne spomnim se, da bi vzel. Oprosti. Zadrževanje. Se vidimo na hodniku. Pev. Zaživja, Lincoln. Veš kaj? Bil sem župan mesta Northwest. Sem bil. Tako zelo so me izkoristili. Tako zelo sem jezen nate. Kljub prizadevanjem nekdanjega župana, da bi se izognil kazni, je bila Kathy Lux obtožena neupoštevanja ukazov in vožnje pod vplivom alkohola. Kasneje je priznala krivdo za obe točki obtožnice, odslužila 3 dni v zaporu in 13 mesecev pogojne dobe, poleg obveznega svetovanja za duševno zdravje, denarne kazni in 12 kazenskih točk na vozniškem dovoljenju. Naslednji na vrsti? Smo v Peorii, Illinois, okoli 2:40 zjutraj. Policisti pristopijo k vozilu, parkiranemu v hotelski garaži, in najdejo moškega, ki se zdi, da je zgrbljen čez volan. Dejno, Derek, lahko prideš v čanca čez veliko kamero. Hvala. Redu. Seveda. Ja, šel si dol z generalom. Lahko dobim vaše vozniško dovoljenje. Se lahko naslonite nazaj zame? Ja, morda bi želeli govoriti s Sofijo. Ona je Sofija. Tukaj, vozniško dovoljenje. Pravkar sem naredil vozniško dovoljenje. Gospod župan Wigington, živjo, kako ste? Kako gre? Se me spomnite? Ja, John Harris. Hej, lahko se usedete nazaj, prosim? Ja. Policist govori z 42-letnim Matthewom Wigingtonom, županom Peoria Heights v Illinoisu. Policijsko poročilo navaja, da je imel Wigington krvave oči in da je iz njegovih ust prihajal vonj po alkoholu. Wigington naj bi prav tako priznal, da je tisti večer pil v hotelskem baru. Kaj se dogaja nocoj, prijatelj? Ti ljudje govorijo z vozniškim dovoljenjem. V redu. Odkot si prišel? Dan Pelfrey. V redu. Lahko, ali imate vozniško dovoljenje? Ja, Mi ga lahko prosim izročite? trenutno vozim. V redu si, vozilu si prav. Ne z vozniškim dovoljenjem v vozilu. Prav. Vem, ampak si v vozilu. Želim se prepričati, da si v redu. Očitno vem, kdo si. Lahko samo sodeluješ z mano, prav? Ne potrebujem tvoje debetne kartice, prav. Ne potrebujem tega. Prav. Gasilci te bojo pregledali, prav? Na koncu župan Wigington izstopi iz vozila in drug policist ga začne spraševati. Kje smo trenutno? Vi mi povejte. Kje smo trenutno? Hej, naredi mi tudi ti eno uslugo. Kaj potrebuješ od mene? Najprej potrebujem, da vzameš roke iz žepov. Da. Dej, vprašal si me, kje smo, rekel sem ti, naj mi poveš. Torej, kje smo? Jaz tebe sprašujem. Kaj potrebuješ od mene v tem trenutku, policist? Povej mi, kje si. Policist, kaj potrebuješ od mene v tem trenutku? Potrebujem, da mi poveš, kje si. Sprašujem te, kaj potrebuješ od mene? Pravkar sem ti 2-krat povedal. Gospod policist, sprašujem vas, kaj potrebujete od mene?
Odlično. Mi lahko poveste, kje ste? V redu. Zabeleženo. Reševalci nato poskušajo preveriti Wiggintonovo raven sladkorja v krvi, vendar je župan bolj zainteresiran za pogovor s šefom. Sploh nisi tukaj v hajcu. S katerim oddelkom moram govoriti? Ste v mestu Feorija, govorite z mestno upravo Feorije. Policijski in gasilski oddelek. Gasilci vam poskušajo izmeriti krvni sladkor. Lahko dovolite, da to storijo? Wigginton se strinja, da reševalci opravijo meritev krvnega sladkorja, vendar še naprej deluje zmeden glede tega, zakaj mu prvi posredovalci pomagajo. Gospod župan, lahko, prosim, poskušam sodelovati z vami. Josh, povej mi, kaj naj naredim, kaj iščeš? Kaj iščem? Resnično želiš vedeti to eno stvar. Močno ste pod vplivom alkohola, gospod župan. Lahko voziš tisto luč. Poskusil sem. Bil si v vozilu v sezoni za voznike s ključi, kar pomeni poseben delež, kot je ta. Moramo odgovoriti na njihova vprašanja, da se prepričamo, da si varen za vožnjo. Spor se nadaljuje, ko drug policist začne iskati ključe županovega avtomobila. Kje imate ključe, gospod župan? Nimam jih po sebi. Kje so? Niso v mojem vozilu. A niso v vozilu? Nimam jih traja. V redu, kje so? Ju želite poiskati? Ne, samo ne vem, kje so tvoji ključi, to je vse. Imam jih pri sebi. V redu. Stopite tja, prosim, gospod župan. Smo mu že vzeli ključe? Ne. Gospod župan, ima ta oseba ključe pri sebi? Jih imate v žepih? Ali ste iz gasilcev ali iz policije? Smo na policijski postaji, gospod. Mi smo policija. Ste jih uspeli najti na policijski postaji? Ne, imaš ključe pri sebi. Imaš jih pri sebi? Če lahko poiščemo ključe, potem ja, gospod. Imam jih, v redu. Potem, ko je župan Wigginton zanikal, da bi imel ključe svojega avtomobila, jih je policist na koncu našel v njegovem žepu. Naslednji korak – ocena županovega duševnega stanja. Gasilci bodo govorili z vami, gospod župan, postavili vam bomo nekaj vprašanj, v redu? Nekaj vprašanj povezanih z zdravjem. Potrebujem, da govorite z njimi. Ko bomo s tem končali, bomo nadaljevali z naslednjim korakom. Prav? Ste končali s policijo? V redu, tukaj, samo pogovorite se z gasilci, ki so takoj za vami, gospod. Imajo nekaj vprašanj, na katera morate odgovoriti, tako da vam bo moj prijatelj tukaj zastavil nekaj vprašanj. Mu lahko odgovorite na ta vprašanja? Ja. V redu, hvala. Si končal s policijo? Trenutno smo, ja. Član gasilske enote začne županu postavljati osnovna vprašanja in on je sposoben povedati naslov, vendar se zdi, da je to edina stvar, ki se je spomni. John Brown. You know what time it is? Vprašal si me John Brown. Med, nadaljevali bomo. Odgovoril si na to. Bojim se, da mi boste to zamerili, če ne bom. Proti vam. John Brown. Freddy. Poglejmo, če sem uspel najti kakšne stanovalce tukaj. About what time it is? Jack, preveri svojo uro, brez da pogledaš na uro. Brez da pogledaš na uro. No, I do not. Preveri koliko je ura. Vem, da si mi povedal John Brown, 22 Main Street. You did? Yeah, you got it.
Na koncu župana Wigingtona pripeljejo ven in ga položijo na nosila, da ga v bolnišnici zdravniško pregledajo. Nikoli mu ne bomo dovolili, da odide. Ne sam. To sploh ni vprašanje. O, samo pijanje kado, on sedel v gruči. Zdaj bo šla z njim, enofa. Pravi bomo še eno. Ja. Samo počakaj zunaj, ampak jaz počakaj mat. Cenim to, fantje. Po policijskem poročilu so župana Wigingtona prosili, naj opravi preizkuse treznosti, ko je bil v bolnišnici. In potem, ko naj bi padel na 2 od 3 testov, so ga okoli 40 zjutraj aretirali. Prav tako naj bi zavrnil preizkus z alkotestom, krvjo ali urinom. Matej Wigington je bil obtožen enega kaznivega dejanja vožnje pod vplivom. Njegova naslednja obravnava na sodišču je predvidena za to poletje. Zdaj gremo v East Greenwich, Rhode Island. Ura je 12:16 zjutraj in policisti ustavijo vozilo, potem ko so opazili, da naj bi vozilo vijugalo po cesti. V redu, imaš kaj v ustih, ne? Nisi neumen ali kaj tacga, ne? V redu, prav. Torej poslušaj, prav. Kaj si še pil nocoj? Samo veliko. To je to, samo en kozarc vina. To je moja sestrična, peljem jo domov, šli sva na božični dogodek, ne pijem. Zelo naključno, tudi jaz ne bi vozila, če bi pila. Moj mož bi te gledal s tvojimi očmi, če bi pila. Mislim, da sem kar kul, zato je smešno. Zdaj lahko vonjam alkohol iz tvojega diha. In tvoja vožnja je bila precej nenavadna. Lahko delaš vse grimase, ki jih želiš, to je povsem v redu. Ne osramotim vas, gospodična, sami ste se spravili v ta položaj, ne jaz. Zato poslušajte. Ostanite v vozilu, ostanite v vozilu, ostanite v vozilu, ostanite v vozilu. Nehajte nas osramočati. Ne osramočam vas, gospodična, opravljam svoje delo. Ja, pa vas. Ja, v redu, to je v redu, prav. Oprostite, kaj mislite? Ne vem, kdo ste, gospodična, in iskreno ne morem. Ne, res ne vem. Iskreno ne vem. Voznico so identificirali kot 51-letno Marijo Bucci, ki je bila takrat kandidatka za županjo mesta Cranston. Lahko začnete omenjati imena in počnete, kar morate storiti. Pri meni to ne bo delovalo, povem vam kar zdaj. Jaz nisem človek za to. In jaz tudi nisem punca za to. No, ti to začenjaš, res je. In samo da veš, vse je tukaj posneto. V redu? Upam, da je. Bucci in policiji se še naprej prepirata, medtem ko jo poskuša spraviti skozi postopke zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Torej, poslušajte, naslednja stvar, ki vas bom vprašal, v redu, ali ste pripravljeni opraviti nekaj standardiziranih preizkusov treznosti na terenu preostale SD-je, ne? Veste, kaj želim narediti? Mislim, da je to zloraba. Mislim, da to ni zloraba, gospa. Postavljam vam preprosto vprašanje. Ona ne vozi in vi jo zlorabljate. V redu, torej poslušajte me. Marija, samo usedi se v avto. Gospodična, poslušajte me, prav? Še enkrat vas bom vprašal. Ste pripravljeni opraviti preostale standardizirane terenske teste treznosti? Pravzaprav želim samo, da pokličete mojega moža. Torej jih ne boste opravili? Me želite aretirati? Ne boste opravili testa. Odgovor je da ali ne. Odgovor je da ali ne. Ne. Ne greš, grem po mikrofon. Boš opravil test, da ali ne. 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 Opravila bom test, seveda ga bom. V redu, Marija, pojdi v avto. Prosim, odstrani svojo torbo, prav? Ja. Prišla si tja, da to posnameš, kaj ne? Ja. Osramotila me boš na spletu. V redu? Torej, sem da mi je jasno, ti boš naredila test. Ne boš me prisilila, da hodam po prstih, ampak ja. V redu, prav. Ostan tam. Ajo. Vzame to. Ja, to smo mi, prav. Gospodična, prosim, pridite sem k meni. Kako naj vem, recimo, če lahko? Ostanite kar tam. Poslušajte, da vam bom razlago in prikaz. Poslušajte, da vam bom razlago in prikaz za vsak test, prav? Torej, najprej vas bom nekaj vprašal. Oprostite? Prepričajte se, da to snemate. Ja, je posneto, ja.
Potem, ko Buči pristane na preizkuse treznosti na terenu, policij začne s sledenjem njenih očesnih gibov, vendar ne zgleda, da bi mu šlo prav dobro. Usledila temu, samo zaradi luči. Prižgala sem jo v zadnji sekundi. Torej poslušaj, dal ti bom še eno priložnost. Boš sledila temu, da ali ne? Da. V redu, poskusili bomo še enkrat. Mislila sem, da je on to naredil, ampak luč je kar migetala. Ne, ne. A želiš, da me ujamejo? Kaj pa delaš? Ne delam ničesar, gospodična. Poskušam izvesti preizkus. Ni pomembno, koliko sem star. Poskušam s tabo opraviti preizkuse, ti pa ne slediš mojim navodilom. To se dogaja. Povedala ti bom nekaj. Moj nečak je pri organih pregona. Moje ime je organ pregona. Kaj želiš, da naredim? Me želiš osramotiti? Sem starejša gospa. Prav, naredila bom še enkrat. Lahko to počnem ves dan, če tudi ti lahko. V redu, dal ti bom še zadnjo priložnost, prav? Prav. Ne odlagaj luči, ampak nihče ne bi mogel tega narediti z lučjo v obraz. Mislim, da je to nesramno. V redu. Jaz bi lahko to naredil. Vseeno. Prosim, držite glavo naravnost. Me želite aretirati? Končali smo? Ja, gremo na naslednji test. Očesni test naj ne bi šel po načrtih, zato policist poskusi srečo pri naslednjem testu treznosti na terenu. Naslednji test je test hoje in obračanja. V redu? Ste pripravljeni opraviti test? Ne ravno, ampak ga bom naredila za vaše razvedrilo. Bom skrbel, gre samo za da ali ne. Pravzaprav, kakšna je moja druga možnost? Lahko rečeš ne. Ne. Lahko rečeš ne in gremo naprej. Ne. Kaj pomeni ne? Ker želim peljati svojo sestrično domov. Želim iti domov. Želite, da bo odgovor daljši? Gre samo za da ali ne, gospodična. To je vse. Potrebujem samo da ali ne. Kakšne so možnosti? Gre za da ali ne. Vprašala te bom. Kakšna je moja alternativa? Gre za da ali ne. In kaj če rečem, da lahko sprejmeš kakršnokoli odločitev? Poslušaj, ne bom se prepiral s tabo. Torej je to da ali ne? Vzgojiti moram otroka, kot si ti. Sprašujem te po svojih možnostih. Če vprašam, kakšna je moja alternativa, morali bi reči, gospa, hodite po črti, greste na policijsko postajo, ali hodite po črti in vstopite v avto. Kakšna je moja možnost? Ne. Še zadnjič te bom vprašal. Kaj pa naj naredim? Še ena stvar. Odgovor je da. Ja, mi govorimo. Kaj vi poslušate? Po zakonu nam ni dovoljen. Iskreno bi se počutila slabo, če bi bila temnopolta oseba. Mislim, da vi ne morete. Ne, resno. Hudo mi je za te ljudi. In nisem v njihovem položaju. Torej... Gospa, ne boste naredili ničesar. Torej, kaj boste naredili? Se mi ne boste pridružili? Je to da ali ne? Bom naredil. V redu, prav. Torej, v redu, ali so kakšne poškodbe, za katere bi moral vedeti? Prav bi vas to oviralo pri hoji in obračanju? Lahko bi bilo, odločilo se bo nocoj. V redu, odgovor je da ali ne? Da. Torej ne moreš upraviti testa, mi to praviš? Verjetno lahko, poskusila bom. V redu. Policist razloži test hoje in obračanja Bučiju, vendar se zdi, da ima pomembnejše stvari za urediti. Ne. Torej, začeli boste tukaj, gospa. Pokličite mojega moža takoj zdaj. Oprostite, gospa, začeli boste? Gospa, začeli boste tukaj, prosim. To je ogabno. Gospa, začeli boste tukaj. Če bi bila temnopolta oseba, bi bila aretirana. Gospa, prosim, začnite tukaj. Gospa, no. Preverite, če je moj mož že na poti. Gospa, začeli boste prav, v redu? Kaj boste naredili? Dovolj nimam. Kaj boste naredili? Dajem vam še eno priložnost. Začnite tam, prosim. Začnite tam. Naredili bomo hojo po črti, ja? V redu, to je v redu, ja? V redu? Buči in policist se zdita, da sta spet na pravi poti, vendar to ne traja dolgo. Pokazal vam bom, kako to naredite, v redu? Ostanite v tem položaju zame. Ne. Pokažite mi tok navzdol. Prosim, ostanite v tem položaju. Peta do prstov, gospodična. Peta do prstov, prosim. Ne vem, kaj pomeni peta do prstov. Pravkar sem vam pokazal, gospodična. Tako je, peta do prstov. Peta do prstov. Uspelo mi je. Niste zraven, ampak v redu. Nadaljevali bomo, vsi poslušajte, pokazal vam bom, v redu. Začel boš, prav? 1, 2, 3, simuliram proti tebi. Pri 9. koraku boš obdržal sprednjo nogo na črti. Naredil boš več majhnih korakov in se obrnil, v redu, na ta način, samo na ta način. In na to boš nadaljeval nazaj po črti, 9 korakov od pete do prstov. Tako. Prav?
V redu, ko to delaš, v redu. Tako. Kaj pa on počne? Ko to počnete, gospa, imejte roke ob telesu, poglejte dol proti svojim stopalom, štejte korake na glas in ne prekinjajte testa, dokler ga ne dokončate. V redu, razumete? Gospa, razumete? Razumem. Razumem. Imate kakšno vprašanje? Iskreno jih imam. Lahko naredite še enkrat? Seveda, naredil bom še enkrat za vas. Ne. Želim to narediti na črti. Ne, prav tukaj. Začel bom takole. 1, 2, 3, to ti bom pokazal. Pri 9. koraku boš obdržal sprednjo nogo na črti. Obrnil se boš, v redu, naredi več majhnih korakov. Samo na ta način in nadaljeval boš nazaj po črti. 9 korakov od pete do prstov. Tako, roke imaj ob telesu, glej dol proti svojim stopalom. Štej vse korake na glas in ne ustavi testa, dokler ga ne zaključiš. Moja sestrična, gospodična, razumete? Ne, govorim z gospo. Ali razumete, me ne razumete? Gospodična, razumete? Gospodična, ali veste, ali sem naredila 8 korakov ali 7 korakov? Gospodična, ali razumete, kaj sem vam pravkar naročil? Odgovorite samo z da ali ne. Ste govorili z mojim možem? Je na poti? V redu, gospodična. Zakaj me osramočate? Gospodična, prosim na črto. Ta tip govori kot v nekem nerazumljivem jeziku. Potem, ko naj bi Buči zavrnil upoštevanje navodil pri terenskih preizkusih treznosti, je imel policist dovolj. Obrni se. Ja, obrni se. Ja, v redu? Daj mi kamero. Kot da praviš, ne pijem, ti si zguba. Nehaj. Ja, koliko si stara? Stara sem 50 ali 18. Upam, da boš kar prav ležala. Nehaj. Upam, da bodo oglobili tudi tvojo mamo. Nehaj. Ne pijem. Nehaj. Nehaj. Moja celotna družina je garancija. V redu. Morali bi uvesti strožjo omejitev. 187. Ustavi. Delaš lepe stvari. Seri. Kaj želiš narediti? V redu. Popij in poskusi. Segel bom čez in te pripel z varnostnim pasom. V redu. Marija Buči je bila prepeljana na policijsko postajo v Westerliju in obtožena vožnje pod vplivom alkohola. V zameno za opustitev obtožbe je morala opraviti 20 ur družbeno koristnega dela in program izobraževanja o alkoholu. Naslednji posnetek s telesne kamere nas popelje v Chicago, ob 0:37. Policisti opazijo pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na avtocesti. Ko se približajo voznikovemu oknu, opazijo moškega, ki je videti, kot da je zgrbljen nad volanom, medtem ko so luči in motor še vedno prižgani. Policija! Odprite vrata! Gospod, odprite vrata! Gospod, odprite vrata! Odprite vrata! Gospod, policija, odprite vrata! Ste sred avtoceste? Odprite vrata! Tako ste. A potrebujete reševalno vozilo? Gaspard. Gospod, prestavite menjalnik v položaj za parkiranje. Gaspard. Gospod, potrebujete reševalno vozilo? Razumete? Veste, kje ste trenutno? Hej, sred avtoceste si, spiš v avtu. Eno imam na sebi. Spal si. V redu, lahko ugasneš avto zame. A imaš? Kje je ključ za avto? Ne prižigaj ga. Pusti ga, ugasnem ga. V redu, imamo političi. Poglej me. Veš, kje si trenutno? Kaj se dogaja? Prav, poglejmo, če imam kaj. V redu.
Odnite si varnosti pas. Gasilci prihajajo, v redu? Odkot prihajate? Izvoljeni uradnik? Kaj ste vi izvoljeni uradniki? Policija je voznika identificirala kot 37-letnega Nathaniela Bookerja, župana Maywooda v Illinoisu. A to policistov ne ustavi, da ne bi še naprej spraševali Bookerja po osnovnih podatkih. V redu, ali imate kakšne zdravstvene težave, za katere veste? Ste bolni ali poškodovani? Ali jemljete kakšna zdravila? Pitek ali ne? V redu. Tako da nisem nobenega od teh vzel ven. Je šlo kaj narobe? Koliko si noca izpil? Moral sem priznati, da praznujem zbiranje sredstev. V redu. Mogoče si pil na zbiranju sredstev. Seveda. Koliko si izpil? Ne dovolj za to. A ne, tekila, pivo, ampak... O, poglej, kaj misliš? Si pil nocoj, a? Hočem iti še enega za povrh. Potem, ko župan Booker prizna, da je pil tekilo na dobrodelnem dogodku, ga policisti prosijo, naj izstopi iz vozila. Potem pa nekdo vaš avto. Ja, ne smete biti v svojem avtu zdaj. V redu, usedite se v moj policijski avto, prav? Prav? Prav, poglejmo, če. Ne boš šel gledat. Moram iti pogledat sina. Ne, moramo te spraviti iz hiše. Ne. Ne poskušam biti smešen. A moram zdaj poklicati odvetnika? Ne kažem nadzora. Ne, za vašo varnost in varnost vseh tukaj. Ne. Poskušam vas spraviti z avtoceste. Ste na sredini avtoceste. Moramo vas spraviti z avtoceste. Ali to razumete? Razumem. Ali moram poklicati svojega odvetnika, ker nisem pijan? Ne, jokam zaradi tebe, zaradi tvojega dobrega počutja. Ne trudim se biti kakšna nora oseba. Sem dobesedno župan živega, prekletega mesta. Šel sem na dogodek za zbiranje sredstev. Poskušam priti do odvetnika. In mi poskušamo spraviti tebe domov. Prav, torej. Poskušamo spraviti vse tukaj z avtoceste. Smo sredi avtoceste. Dobesedno noro. In moramo dol z nje. In tudi jaz se strinjam. Ali te ima smisel? In jaz to počnem. Imaš... Nisem kakšen nor človek. Ne pravim, da si nor. Prav. Pravim, da si moraš zapustiti avtocesto. Zato te moram peljati na Monterey Street. Ali dejansko sprejemam? Pa rečem... Tega avta zdaj ne moreš voziti. Ne. Kakorkoli že, sprejemam to. Ne sprejemaš. Zakaj te ne bi hitro spravili z avtoceste? Sam poskušamo te spraviti dol. Sem že dol z piramide tukaj. Moram te spraviti z te avtoceste. Z veseljem bi to naredil danes. Poglej, ampak kaj sprejemam? Razodetje. Strinjaš se, da te pogledam? Ampak se strinjaš, ampak ne počnem ničesar posebnega. Si danes kaj pil? Imel sem pijačo na dobrodelnem dogodku. Samo eno pijačo. Imel sem pijačo na dobrodelnem dogodku. V redu, da vas spravim z avtoceste. Ampak ne gremo. Lahko vas spravimo z avtoceste v 2 minutah. In potem se lahko pogovorimo. Župan Booker postane napadalen do reševalcev, potem ko ga prosijo, naj sede v policijski avto, za kar trdijo, da je zaradi njegove varnosti. Tukaj je trenutno veliko nevarnosti. Hočete se umakniti z avtoceste? To je vse, kar si trenutno želim. Bog, lahko vzameš, če hočeš? Hočeš? V redu, to bi si zdaj res želel. A lahko zakonito vzameš stanovanje? Pravno kaj? Tudi jaz imam pravno bombo. Prid sem. Odstranite bomo z avtoceste. Mislim, da bom kar šel. Šel bom tja. V redu, kaj pa vi? Kakšno je vaše mnenje? Danes 12. Smo od 12 do 21. Ja, bom že nekak. Policisti še naprej poskušajo spraviti župana Bookerja z avtoceste, vendar se noče premakniti. Tukaj smo zaradi vas, ki nas skrbi glede... Mislim, da mene to ne skrbi. Ne, vas mora skrbeti. Ničesar tega si sploh ne ogledujem. Mene tu skrbi. In prepričan sem, da bo enkrat v prihodnosti.
Torej, to je tisto, kar želim početi. Želim vas odpeljati do tega izvoza, nato pa bomo premaknili vaš avto, da bodo gasilci in državna policija lahko sprostila avtocesto. Z veseljem bi to naredil. V redu, pridite, pojdimo v moj avto. Niste aretirani. Ne grem v vaš avto. Ne grem. Nismo, ni mi treba. Ne morete voziti svojega avta. Torej, iskreno povedano... Ja. Iskreno, samo poskušam ugotoviti, kaj se pravzaprav dogaja v tem trenutku. V redu, torej si zaspal v avtu sred avtoceste. V redu, in že nekaj časa oviraš promet. Torej, da zagotovimo varnost vseh tukaj, te bom posadil v svoj avto in te odpeljal do izvoza. Moj partner pa bo peljal tvoj avto za nami. Torej, to je avto, ampak tudi jaz. Že dolgo časa oviraš promet. Izgledal bi dobro, ampak to ti praviš. Ne bom podpisal, tega ne sprejemam. Česa ne sprejemam? Kaj sprejemaš? To bomo naredili. Ampak vztrajal bom, da rečeš... Oviham promet. Ja, si na avtocesti. Vidiš za sabo ves tisti promet. Ne vem, kaj je to. Ne veš, kaj je to. Ja sem. Promet, razumeš? Trenutno smo sred avtoceste. V redu, poglej. Gospod, ta policist je pravkar... Želim vam dati. Vozili se bodo tik za vami, prav? Tako da lahko vsi tukaj izstopimo. Nočem se pelati. Seveda, ne moreš hoditi po avtocesti. Ne morem, ne moreš. Pravzaprav je to nezakonito. Ne moreva. Ni varno. Ja. Ne moramo ti dovoliti tega. Poskušava zagotoviti, da varno zapustiš avtocesto. Samo pomagali ti bomo. Samo do vrha Klančine te bomo pospremili, prav? Tako da te lahko vsi obidemo. Temu ne zaupam. V redu, slišim, kaj govoriš. Ne bomo ti nadeli lisic. Čemu ne zaupaš? Dejstvo, da me prosite, naj nekaj naredim, jaz pa rečem, v redu, bom naredil. Ampak v bistvu praviš, hočem, da zaupaš, da on hoče, da to narediš. Prav, samo poskušamo razložiti. Naredil bom, karkoli želite, da naredim. Naredil bom, karkoli želite, da on naredi. Hej, Natanja. Samo odpeljali te bomo z avtoceste. Ne moramo stati tukaj sred avtoceste. Povej mi, kaj želiš narediti. Fantje, želim, da zdaj sedite v mojem policijskem avtu. Samo hitro bom šel noter. Ne grem noter. Nisem v baru za zaupanje. Zakaj? Ker mu ne zaupam. Čemu pa ne zaupaš pri tem? Kaj točno moraš narediti? Sploh ne veš. Nisi niti voditelj. To je samo vožnja. To je vožnja na mojem bojnem stališču. Kaj želiš, da naredim, kar ni enako? Štatli? To je edina možnost, ker ti ne moramo dovoliti, da voziš. To ni edina možnost. Hodil bom kamorkoli greš ti. Hodiš po avtocesti. To ni varno. Ne bom šel v ta avto. Temu ne zaupam. Pejdi v ta avto. Nočem, da je to vsem. Že snemamo, Natanja, torej nam ne zaupaš. Naše telesne kamere so okropljene, razumeš to, kaj ne? Ja, razumem. 4 telesne kamere so okropljene. In razumem. To je nekaj slab, ki se bo zgodil. Torej, če želiš, da grem tja... Ne moreš hoditi. Ne moreš hoditi. Tvoja edina možnost je to, kar ti govori moj partner. Tvoja edina možnost je to, kar ti govori moj partner. Čeprav me snemaš, nimam druge možnosti. To je za tvojo varnost. Ne morem ti dovoliti, da voziš in ne morem ti dovoliti, da hodiš ob avtocesti. Razumeš to? To ni za našo varnost. To ni na moji strani. To je dobesedno za tvojo varnost. Torej, če bi imeli avto, bi se počutila bolj udobno, če bi šla z našim avtom. Bye. V redu. Policisti so Bukarja na koncu spravili v policijski avto in z avtoceste. Nisem kakšen nor človek. Ne pravim, da si nor. Ne, razumem to. To je to. Poskrbimo, da bo to varno. To je neumno. Dovoli, da razložim, zakaj smo tukaj. Zaspal si v avtu. Na sredini avtoceste, na srednjem pasu, v redu. Ko smo prišli, si še vedno spal. Ko sem te zbudil, si bil zelo zmeden, zaspan in počasen. Vonjam alkohol v tvojem dahu. Ali razumeš, zakaj ti morda ne bi dovolili voziti tvojega avtomobila in zakaj bi te v takšni situaciji pripeljali sem? Ali ti je to jasno? Razumem. Priznal si, da si pil alkohol. Razumem. V redu. Ali ti je zdaj jasno, zakaj smo tukaj? Razumem. V redu.
Zato želim poskrbeti, da si v redu. Popolnoma v redu sem. Ampak moram se prepričati o tem. Ne morem ti dovoliti, da voziš, dokler nisem 100% prepričan. Sploh te ne poskušam tolažiti, razumem, kaj mi želiš povedati. V redu. Razumem. Hočeš, da te na hiter pregledam? Sam pregledam ti oči, hodiš po črti, sam da se prepričam, da si v redu. Hočeš, da to naredim? Ne najdem tega. Oprostite? Tega ne zavračam. Česa ne? Ne zavračate tega. Tega ne zavračate. Naj hitro preverim vaše oči. Opraviva najin postopek. Ali je kaj narobe z vašimi očmi ali imate kakšne nepravilnosti oči? Booker se strinja, da mu policist opravi test treznosti z očmi na terenu, vendar ne gre prav dobro. Vse, kar počnete, gre navzgor. Ja. Ampak tvoja glava ostane pri miru, prav? Torej, veš, kako pogledati gor tako. Kako naj za vraga ne grem gor, če pa ti greš gor? Lahko pogledaš gor z očmi. Ja, bom šel. Seveda, in to tudi počnem. To je zadnji del. Torej, če se stvari premikajo navzgor, jaz ne grem navzgor, jaz grem navzgor. V redu, naredili bomo. Šel bom počasneje. Dobro opravljeno. Policist NATO nadaljuje s testom hoje in obračanja. Ko vam rečem, da začnete iz tega položaja, boste naredili 9 korakov, tako da se peta dotika prstov, medtem ko gledate v svoja stopala. Glasno štejete korake in držite roke ob telesu, tako kot tole. In rečem 1, 2, 3. Oprostite? Torej, če dajem... Vam tisto, kar želite? Zakaj je to pomembno? To je zato, da preverimo, ali ste... Želim odvetnika. Želite odvetnika? Res želim odvetnika. V redu, torej tega nočete narediti? Mislim, da je to noro. Misliš, da je to noro? Ker ne razumem vrednosti tega. Zato te prosim za odvetnika. Želiš odvetnika? Če me prosiš, da to naredim, ker iskreno, to bom počel ves dan in to bom naredil in to bom rekel. In to bom rekel. In bom očitno rekel to. Ampak to zate ni dovolj. Tako da, iskreno ne razumem, kje je odvetnik. Hočeš odvetnika? Kjer se počutim zaščitenega. A želiš poklicati odvetnika? Sploh se ne počutim zaščitenega zaradi tega. Ne čutim, da me to, kar počnem zdaj, kukarkoli ščit. Kot nekdo, ki zdaj dobesedno živi za to, da bi izboljšal življenja drugih ljudi. Mislim, da to sploh nič od tega ne naredi ničesar zame kot osebo. Kot da mi tega ni treba početi. Torej nočeš prebrati tisti del v nalogu? Ničesar od tega nočem početi. Ali želiš opraviti alkotest? Želim odvetnika. Namesto, da bi opravil test hoje in obračanja, župan Booker zahteva odvetnika. Zato nas policist pride aretirati. Pride, Daniel, daj roke za hrbet. Poglejmo, kaj je to. Da, odstranjamo pijanega voznika s cest, Daniel. Bil sem pijan in pač nisem zdravilec. Aretirani ste zaradi vožnje pod vplivom alkohola, Daniel. Ali to razumete? Razumem, da moram zdaj najeti našega odvetnika. To je noro. Ne razumem. V redu. Imate kaj v avtu, kar želite, da vam prinesemo? Mobilni telefon? Kakšno lastnino? Odvetnik. Frerju. Lahko pokličemo odvetnika na postaji, v redu? Pojdimo do mojega avta. Imam sedež v svojem avtu. Pazi na glavo, Natanjel. Si mal višji. Bukerdža nato odpeljejo na policijsko postajo zaradi vožnje pod vplivom alkohola in ga dajo v pridržano celico. Katero roko želiš, da ti jo privežejo na steno? Levo ali desno? Želiš kaj povedati? Sedi.
Ne, mora biti kava, zato potrebujem, da sedeš. Zakaj si to rekel, ko sem vprašal? Nimam težav govoriti s tabo. Mislim, postavil sem ti vprašanje. Vse spoštujem. Mislim, da je vse odvisno od osebe. No, mislim, tako stvari delujejo. Nathaniel Booker je bil obtožen vožnje pod vplivom alkohola in oviranja prometa, ter je bil izpuščen iz pripora na podlagi osebnega jamstva. Kasneje je priznal krivdo za vožnje pod vplivom alkohola in bil obsojen na 1 leto probacijskega nadzora. Bookerjeva služba župana je ostala nedotaknjena. Naslednja postaja je Fort Wayne v Indiani. Okoli 22:23 so policisti posredovali zaradi trčenja 2 vozil ob strani ceste. Kaj se dogaja danes? Kako vam lahko pomagam? No, očitno sem preširoko zavil na krožišču. Pripeljijo bližje, če je v redu. Peljemo skozi krožišče? Je. Jaz sem šla v to smer, oni prihajajo v to smer. In bil je v mojem pasu, prihajal je naravnost. Obšla sem ga. Treba samo počasniti in potem je samo... Lepo je bilo govoriti s tabo, gospod. Jaz sem Tom Henry. Da, gospod. Policisti pridejo v stik s 70-letnim Tomom Henryjem, županom mesta. Torej, kateri? To sem bil jaz. Torej, pravkar prihajate iz krožišča in ste na Old Millu. Zapeljal sem preširoko. Šla sem v to smer. V redu. Mislil sem, da sem zadev vink, pa ga nisem. V redu, to je bila moja krivda. Prav. Policist in Ralf bosta potrebovala vozniško dovoljenje in zavarovalno polico. Seveda. Koliko ljudi je v vašem avtu? Samo moja žena bo uporabljala. Poslovne vizitke. Ne, no. To je dobro? Vozniško dovoljenje. Brez vozniškega dovoljenja. Dokazilo o avtomobilskem zavarovanju. Ni mi treba pomagati njej. Patero. No, ne vem, katere je. To je avtomobilsko zavarovanje. To je tvoje zdravstveno zavarovanje. Hudič. Ne vem, katera je. Zavarovan si pri mestu Forway. Kaj misliš? Ne vem, kako to pride. Razumem. Ampak nisem prepričan glede mesta. V redu, to je mestni avto. Ja. V redu. V redu. Prav. Župan Henry prizna, da je bil v zmoti in očitno ima težave pri iskanju pravih identifikacijskih kartic za policijo. Medtem policist, ki je prišel na kraj dogodka, obvešča svojega kolega o situaciji. Ne vem, kakorkoli želite to urediti. Ampak on je vozil in je prišel iz krožišča, ženska je šla proti jugu, on je iz krožišča zapeljal preširoko in jo zadev. 4-krat mi je poskušal dati kartico zdravstvenega zavarovanja namesto dokazila o avtomobilskem zavarovanju. Potem ugotoviš, da je v službenem vozilu mesta. Nisem vedel, da je to službeno vozilo mesta. Ima osebno registrsko tablico. Tako, in dal mi je svojo vizitko namesto vozniškega dovoljenja. Ne vem, povedal sem mu, da je to njegova vizitka. Tega ne potrebujem. Vseeno mi jo je dal. Tukaj je njegovo vozniško dovoljenje. Medtem ko se 2 policista pogovarjata, župan poskuša pritegniti njuno pozornost. Takoj bomo prišli gor, župan. V redu. V redu. Ona je slepa. Kdo je slep? Vaša potnica je brez varnosti. V redu, ostanite stran z ceste. Lahko vas zbijejo. Ste na južni strani. Avto prihaja. Oblečeni ste v temno in vas ne morejo videti. Moje bele srajce, ti ne veš, kaj mislim. Bela srajca ni obrnjena proti progi. Razumem. Nočemo, da bi te kdo zadev. Ti si policist. Cirkes. Cirks. Ja. Hvala. Da, gospod. Zato lahko hodim na dobrodelne prireditve. Dobrodelna prireditev. Katera dobrodelna prireditev je bila nocoj? Recimo gledališče. V redu. In sovražim, da moram odružiti svojo snaho. Kakorkoli. V redu. Bodite previdni, ko hodite tam gor. Ta policist bo to tu čez minuto prevzel. Ni zakaj. Nekaj trenutkov kasneje ustavi policista zaradi nujne prošnje. Previdno. Ne, v redu je. Moja žena potrebuje prevoz domov takoj. Zelo je bolna.
Ima raka in je zelo, zelo bolna. Potrebuje prevoz domov takoj. Kaj potrebuje? Prevoz domov. Prevoz domov? Da, v redu. Pod slabo minuto, da jo odpelje domov. Jaz sem župan, odpeljte jo domov takoj. Steve, vseeno mi je, koga pokličeš. Odpelj mojo ženo domov. Hočete, da jo odpeljem domov? Da. Prav, aj. Zalučmi in Serena. Kje je doma? Kakšen je naslov? Čez minuto bom težil Stevu. Vred. Takoj. Pelji jo domov. Razumem, župan. Povejte mi svoj naslov. Želite, da ji vzamem vozniško dovoljenje, gospod? Ne, da, prosim. Ona je zelo bolna. Pojdimo zdaj prvič domov. Stoj tukaj, avto prihaja. Stoj tukaj. Hvala. Takoj. Odvedi jo takoj. Redo. Kar je potrebno. Jaz bom pokril. To je ukaz. V redu. Da, gospod. Katero od njih je vaša žena? Tiste na sprednjem sovoznikovem sedežu. Kralj 356. Župan mi je ukazal, naj peljem njegovo ženo domov. Z lučmi in sireno. Klavijo 56, jasno. Ukaz župana. Odpelite njegovo ženo domov. Vodniško, Irina. Vem. Kralj žeta da ostane. Zamenjala bom. Ne, to so ukazi zame, je rekel. Potem, ko župan Henry postavi zahtevo, da njegovo ženo odpeljejo domov, policisti jo začnejo iskati na kraju dogodka. Živja, kako vam je ime? Sem Julie. Lepo te je spoznati. Moj avto je tam zadaj in zato bi vas prosila, da greste z mano tja nazaj, prav? Imam juho. Upam, da bo ostala topla. Najlepša hvala. To je tvoja mama? Ne. Reno. Je preveč stara, da bi jo predstavil svoji mami. Prosim, stopite nazaj k tem policistom. Pojdimo čist nazaj sem, da ne bomo padali na druga vozila. Ljudje se naslednjič kar odpeljajo, takrat grem jaz. To je tisti, ki te zadene, ne? Kako ti je mar zame? Povem ti nekaj. Prav. Šli bodo nazaj sem z mano. Poskrbela bom, da bo ona v redu, gospod. V redu. Imaš kaj novega? Res? Bom kar stopila, bom sem. Vem, da si tukaj. Sam stopi semle. Tam? V redu? V redu, da bom šla tja nazaj. Bom peljal svojo ženo? Vem, šla bom tja nazaj z njo. Ja? Razumem. V redu. Pelji jo ven enkrat na 2 tedna. V redu. Globoko vdihni. V redu sem, samo pustim te oditi. Caitlin, šla bom nazaj z njimi. Hvala. Prosim, ni za kaj. Bom našla, poskrbela bom za to. Tudi jaz grem na isto mesto. Odlično. Ne moremo noter. Vendar ne. No, prav. Je tam noter pes? Ne, ni ga. Ampak ali želite, da kdo pride po vas? Ali želite, da kdo drug pride po vas, namesto da vas jaz peljem? Ne razumem vprašanja. Zakaj želiš, da to naredim? Ne, samo iz ljudnosti sprašujem. Tako te ne bi videli v policijskem avtu. Popolnoma po tvoji izbiri. Sem hvaležna v tem trenutku. Ne počutim se dobro. V redu, prav. Tašča bi morala iti v Chicago v tem trenutku. Postaja pozno, zato. Bila bi zelo hvaležna, če bi lahko šla. V redu. Ker edina stvar je, da bi se morala peljati v zadnjem delu policijskega avta. Zato te sprašujem. Kar precej ugabno. Ni ravno najbolj prijetno. Torej, eden od vas bo moral sedeti v kletki, potem pa lahko naredim prostor na sovoznikovem sedežu, ki pa ni najbolj udoben. Zato sem rekla, če želite. Kdo bi potem prišel po to? Ne vem, zato sprašujem, če imate prevoz. To je velika družina. Zato je pri vsakem drugače. Gospa, če lahko hitro pristopite sem, bom na hitro pregledala svoj avto in ga pripravila, da vas lahko prepeljem. Kot sem mi razlagala, kletka ni najbolj udobna, ali? Ne, ne sediš v kletki. Ne bo ti tako udobno, ko bom jaz v bližini. Kar tukaj na travi počakaj, da ti ne bo treba po stopnicah.
Hvala. Daj mi samo minuto. Medtem ko se policija pripravlja, da odpelje ženo in taščo župana Henrija domov, na prizorišče prispe narednik, da se pogovori z njenim očitno vznemirjenim možem in mu opravi alkotest. Kako ste, gospod? No, očitno niste najbolje. V redu. Torej, veste, moje policiste in mene so poklicali zaradi nesreče. V redu? Seram te. Moramo samo skozi to skupaj iti. Ne, razumem. To imamo pač dati skozi. Peljal sem ženo domov. Bila sva v mestnem gledališču na dobrodelni prireditvi. Nekdo svoje žene ni mogel peljati domov. Zato sem ga peljal domov. Ko sem se vračal, sem očitno preveč popil ali... Ko sem prihajal na krožišče, s katerim nisem bil seznanjen, prevozil sem črto in zadev nekoga v bočno prečko tukaj. Redu. Naredi to, kar on naredi. Res cenam to. In povem ti zdaj način, kako greš skozi to. Vem. Bedno je. Ampak stvar je v tem, da če ne sledimo korakom, če ne naredimo tega na pravi način, se boste vi samo vrnili. Ne. Vedno pride. Ne zaž. Torej, to bomo obravnavali kot nasilje v družini, ali kakorkoli že temu rečejo. Torej, kar bomo naredili je, da bomo opravili alkotest. Če nimate nič proti, bomo opravili alkotest, da vidimo, koliko ste pod vplivom. Alkotest je v avtu tamle. V redu, torej, sam to vam bomo dali. Ženi sem hitel domov. In prišla je pred domov, pripeljali smo jo domov, ne? Tam v mojih mislih. Upam, da je tako. V redu. Ona nima nič tazga, z njo je vse v redu. Tega nisem vedel. Ona je cigareta, v redu. Zato sem se pa mudil. V redu, peljali jo bomo domov. Ne skrbi za to, to nima nič s tem, samo mudil sem se. Prav tako. Predvidevam, da ti bomo dali nekaj za narediti. Globoko vdihni in pihni. Požeten? 4-0. Mi. Bila bi mrtva, če bi bilo 4-0. Ne vem. Gospod, cenim vaše sodelovanje. V redu, moramo to narediti. V redu. Kaj je to? Presegli si dovoljeno mejo? To je približno 2-krat več. Približno 2-krat. Po besedah policista je župan Henri napihal nič vejca 156, kar je skoraj 2-krat več od dovoljene meje. Potem, ko se policisti posvetujejo o naslednji potezi, se narednik vrne k županu Henriju, ki sedi na zadnjem sedežu policijskega avtomobila. Page now, 7. Dej mi lisice, dej župana na zadnji sedež v lisicah. Gospod, prosim, da izstopite. Tega ne bom pozabil. Gospod, sam da veste, vse snemamo, v redu? V redu je, ne morem reči, da ste mi nadeli lisice, jaz sem župan tega mesta. O tem bi morali govoriti z mano. Dvignite jih. Kaj bomo naredili? Morate iti v lisicah. V redu. Kar bomo naredili je, da bomo premaknili lisice na sprednjo stran, ampak boste morali spet sesti v avto, prav? Vzeli bomo vaš plašč. Kje je načelnik? Pravkar sem govoril z načelnikom. Prav, in načelnik pravi, da moramo opraviti svoje delo. In o tem smo že govorili, prav. Kar bomo naredili je, da bomo lisice dali spredaj, ampak potrebujemo vaše sodelovanje. Seveda, morate. Gospod, sam zapomnite si, snemate. Snemate vse, razumem, kaj govorite, v redu. Torej sem zadev stransko ogledalo in to je... Ni nam treba iti skozi vse to. Gospod, srednje česa smo, v čemer močimo biti. Razumem. Kar bom moral narediti je, da vam slečem plašč. Kar slečite plašč. Ko bomo sneli te lisice, počakajte malo, ne vem. Jaz bom prevzela igro, jaz bom prva pripeljala. Počakaj. Kar bomo naredili je, da te bomo zavili, vzeli bomo njen plašč. To bomo, teli doj. Prav. Slekli bomo plašč, lisice bomo dali nazaj, spredaj, tukaj, izvoli. Da jih nazaj. Potem ti bomo čez to ogrnili tvoj plašč. Povem ti to, prosim. Poskrbeli bomo, da bodo dvojno zaklenjene, da ne bodo... Peljali jo bomo domov. Še vedno je z mano. Je ona je še vedno doma. Ja, še vedno je z mano. Pripelji jo domov. Pripeljali jo bomo domov, gospod. Pripelji jo domov. Gospod, dal bom Rafijevega čez vrh, ampak vi boste morali sedeti zadaj v tem avtu. Kje je zdaj?
Je v svojem avtu. V redu. Bomo, peljali jo bomo domov. Gospod, prosim, da vstopite v avto. Vsi delate zame. Gaspard. Prav. Prosim. Resno mislim. Gospod, zase mi ni mar. Gospod, pripeljite mojo ženo domov. Pripeljali bomo vašo ženo domov. Poslušajte. Takoj zdaj, gospod, nima dovolj zdravljenja. Pripeljite jo domov. Gospod, prosim, da vstopite v avto, prav? Mi bomo poskrbeli za njo. Jaz jo bom odpeljal domov, ne? Dokler se ne prepričam, da je moja žena doma. To ni več vaša odločitev. Jaz se bom odpeljala domov. Pa imam. Samo usedite se nazaj v avto, prav? Prosim. Si v redu? Zdaj sem. V redu. Hvala, gospod. Župan Henrik, ki je zdaj obtožen vožnje pod vplivom alkohola, je odpeljan na policijsko postajo. Nato upravi več terenskih preizkusov treznosti, vključno s testom hoje in obračanja. Tako je to potekalo. 3, pazi na stopala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, odgovori na telefon, 10. In 2, 3. Stopaj tako, da gre peta pred prste. Oprosti. Dobro ti gre. 5, 6, 7. No, očitno mi je ena manjkala. Ni problema. S tem smo končali, prav? Prav. Župan Henry je bilo videti, da se je zabaval pri tej vaji. Vendar pa ni bilo tako zabavno, ko je izvedel rezultate drugega alkotesta, ki ga je opravil na postaji. Vaš uradni rezultat je bil 0,152. Ja. To je malo manj kot 2-krat več od dovoljene meje. Ja? Lahko dobim minuto, ko končate. Včasih preprosto ne veš, koliko si spil. Včasih. Ne, veš, moraš se specializirati. Ja, on je celo pri meni doma. Tako da mislim, da je to ne. Razumem tvoje življenje. Torej bom to noč preživel tukaj. Ne boš postavljal cene po noči. Jaz sledim, to je urgentni primer. Oprostite, gospod, opravičujem se, morda bom tukaj malo dlje, ampak ne čez noč. Samo želim se prepričati, da je moja žena. Dobila vse, jo pripeljal domov in poskrbel, da če bi karkoli potrebovala, bi jo kontaktirali. Nimam nobenih slik. V svoji obleki izgledaš zelo fotogenično. Nimam svoje obleke. On ima tvojo jakno. Ne bomo naredili nobenih fotografij, Tajor. Še vedno si fotogenična v svoji majici. Zakaj sploh fotografiramo? Sploh ne vem. Pridimo do tega. Župan se zdaj zdi, kot da se šali, vendar se njegov odnos spremeni, ko ugotovi, da ga bodo dali v celico. Jaz ne bi bil v celici. To ni naša odločitev. To je odločitev šerifa. To je odločitev okrožja. Potem stopi v stik s šerifom. Pokliči šerifa. Ni šans, da bom sedel v celici. Zakon zvezne države. Ni mogoče drugače. Si na tisti ravni, na kateri si. Imajo celico samo zate, stran od vseh drugih. Vi smo jim tekak tolom, tega da. Sam pripeljamo tebe sem. Ne more govoriti s Stevom, to je državni zakon. To je okrožni zakon, to je državni zakon. Državni zakon, okrožni zakon. To je državni zakon, da morate biti tukaj 6 ur in 40 minut. Govoril sem z njihovim poveljstvom in zato morate biti tukaj. Kdo prihaja z vami? Ne vem, kdo je bil, ampak to je njihov ječar. Poznajo svoje delo. Lahko ti vrnem tvoj plašč, da ti bo malo topleje. Tukaj ti bomo morali sveči pas, ko bodo končali s tisto osebo tukaj zunaj. Umikamo jih s poti. Odstranili bomo tvoj pas. Lahko pa ti vrnem tvoj plašč. Sodelujem s tabo, ampak poslušamo. Očitno vse to sprejemaš. Da, gospod. Torej, kmalu ti bomo vzeli pas, ampak lahko ti vrnem plašč. Rekli so, da te bomo namestili v celico, kjer boš sam. Koliko je ura? Je takoj po polnoči, gospod. Oprostite? Je po polnoči, 2 minuti čez polnoč. To so stvari, ki jih moramo pregledati. Razumem. Razumem. Ne, gospod. Gospod, ne morem govoriti z načelnikom. Ne, gospod. Ne morem govoriti s šerifom. Ne, gospod. Ne, razen če vam bojo to dovolili. Lahko govorite z njimi. Njihov pripor. Osebje njihovega oddelka za pridržanje. Že so govorili s svojim poveljstvom.
In šerif in načelnik pravita, da ne smem govoriti z njimi. Gospod, sam gremo skozi to. Če vas bosta šerif ali načelnik želela kontaktirati, vas bosta morala sama poklicati. Noben od njiju ni rekel ne. Nisem vprašal, ali vas lahko kontaktirate ali ne, ampak tega ne bomo kar tako opravili. Rekel mi je, naj sledim protokolom. Sledimo, ne vem, razumem, kaj počnete. Sledimo protokolom? Razumem, kakšna je vaša naloga. Rad bi govoril bodisi z načelnikom. Tako bom naredil, pogovoril se bom s svojim poveljstvom in jih obvestil, kaj imamo. Odvisno bo od njih, verjetno bodo, rekel bi, so tega ugradili, ker nočejo, da bi izgledalo, kot da so opleteni, ker če so opleteni, ugani kaj. Dobiš slab vtis, kaj ne? Tako pač je. Sej mi govoriš. Ampak to lahko, poslušaj, stvar je taka, ne govorim ti kako. Ne poslušam tega. Samo prepričati se hočem, da šerif. Oba vesta, da si tukaj, ja. Seveda, to priznam. Najlepša hvala, oprosti. Poskrbel bom, da pokličem šefa, najprej želim preveriti, da tukaj ni nikogar, lahko gremo. Narednik odpelje župana Henrija v pridržano celico, vendar se ta ne bo predal brez boja. Okna smo prekrili, gospod, vendar vas bomo morali prositi, da sedete tukaj. Morali bomo dejansko sedeti tukaj, dokler vas ne izpustijo, prav? Po državnem zakonu smo dolžni to storiti. Določiti moramo najkrajši čas glede na izmerjeno stopnjo alkohola v krvi. Prav? Koliko je to? Je 15, to je 6 ur in 40 minut. In glede tega ne moremo ničesar storiti. Začenjamo. Od kdaj? Od trenutka, ko ste dihali. Od trenutka, ko ste dihali. Od kdaj, v kateri uri? Ob 11:47. Ob 11:47. Tvoj moram biti do 6 zjutraj. Malo manj kot to, gospod. Ali moja žena ve? Vaša žena ve, da ste prišli z nami, ja? Ali ve, koliko časa moram biti tukaj? Prišel bom po vas. Prekleto ima zdravstvene težave, vse veš to. Dal vam bom njeno telefonsko številko, poklical jo bom in ji povedal, kako dolgo bom. Kdo je? Vodja kvadranta na tem območju. Jaz sem narednik tega kvadranta. Je to PJ ali ne? Posvetilo. Stiv, primi se, Stiv. Moraš se zbrati. Primi se, v redu. Ali želite, da Stiv zdaj pride sem? Gospod, želite, da to storim? To je ukaz. Želite, da pokličem vašo ženo in ji povem, kako dolgo ste bili? Pokliči Steva in naj pride sem takoj. To je ukaz. To bom naredil. To je ukaz. Poklical bom načelnika. Poklical bom načelnika policije. Vem, kakšno je trenutno stanje. Obvestil ga bom. Karkoli. Stiv pride sem. Ali Stiv pride sem. Zdaj, gospod... Niste, oprostite, vi lejte stvari me stran. Pam. Najlepša hvala. Upravičujem se za te okoliščine, v katerih smo. Yes, sir. Obvestil bom načelnika. Toma Henrija so obtožili vožnje motornega vozila pod vplivom alkohola. Na koncu je priznal krivdo za obtožbo in so mu odvzeli vozniško dovoljenje za 90 dni. Poleg tega pa je moral plačati več kot $3000 kazni. Funkcijo župana je obdržal, dokler ni umrl marca 2024. Naš zadnji incident nas popelje v Lordsburg v Novi Mehiki, malo pred 5. uro popoldne. Policija je napotena na dom zaradi prijave domnevnega družinskega spora, v katerega sta vpleteni dve ženski. Pozdravljeni. Živijo, Arti. Kako si? Živijo, Carlos. Oh, this will be great, guys. Kar začni z njo. Policisti pridejo v stik z Glendo Green, isto žensko, ki je bila 6 mesecev kasneje izvoljena za županjo Lordsburga. Kaj se dogaja? Arti, oba veva, da boš stopil na njeno stran, zato pojdi kar z njo. Nisem tukaj, da bi bil na strani kogarkoli, Glenda. Nisem tukaj, da bi bil na strani kogarkoli. Kaj se dogaja? Ona je pijana in... Ona hoče delati po svoje. Kaj se je zgodilo s tvojo ustnico? Kaj misli, da se je zgodilo? Jaz tebe sprašujem. Nisem vedel, da sem tukaj noter. Jaz tebe sprašujem. Ona me je udarila. Si jo sploh udaril? Ja, sem jo. Ne bom lagala. Sem jo. Ona me hoče udariti in me tudi udari. Si pil? Popila sem nekaj piv. Po navedbah policije je imela Greenova krvav nos in razbito ustnico. Iz njenih ust pa je prihajal močan vonj po alkoholu. V redu, zaradi česa je bil prepir?
Nisem bila tukaj, ko je prišla domov. Nisi bil tukaj? In bila je jezna, ker te ni bilo tukaj. Ja. Si v redu? Ne potrebuješ rešilca ali kaj podobnega? Dobro, v redu sem. V redu. Torej si bil odsoten. Poskušam si vse predstavljati. V redu, bil si odsoten. In ko je prišla domov, je prišla domov. Nisi bil tukaj, zato je postala vznemirjena. Ko si prišel sem. Njen dogodek bomo imeli v Elksu. Prav? Samo sprosti se. Si bil pri Elksih, ko si počel svoje? Prišla sem domov. Bila je za menoj. Ustavila sem se. Oh, Harty. V redu. Ustavila sem se in ji kupila nekaj stvari na pilotu. Prišla sem domov, mislim. Ona je prišla domov. Pred mano. Bila je jezna, ker me ni bilo doma. Stari, vse je šlo narobe. To je to. Kdo misliš, da je bolj agresiven? Definitivno, ja. Rekla bo, da sem to zagotovo jaz. Ampak v resnici je to zagotovo ona. Ni pomembno, obedve se motita. Ker se je to prvič zgodilo v takšnem obsegu. Ja. Torej, kako si porezal roko z nečim? Ne, v resnici sem... Obirala sem si kožico na prstih. Si jih grizla? O, jih grizeš? Obiram si jih. Obiraš si jih. Ko sem živčna. Je bilo to s stisnjeno pestjo ali z odprto dlanjo? S stisnjeno pestjo. S stisnjeno pestjo. Večkrat ali samo enkrat? Sploh se ne spomnim. Sploh se ne spomnim. Je slabo? Ja. Res? Slabo je. Zato pa ves čas sprašujem o tem. Pojd malo tako, tvoj nos te malo vodi. V redu. Ko policija izve Grinino plat zgodbe, policist govori z njeno ženo v hiši. Nejto tu povej sodelavcu. Mislim, da sta bila v klubu Elks. V redu. In ona ima ključe. Marija ima ključ, zato je zaklenila klub Elks in naj bi prišli sem. Ko Marija pride sem, Linde ni nikjer. Ona se vozi naokoli. Ona se vozi naokoli in mislim, da jo najde in prihajata sem. Tako da. Linda je imela Marijin mobilni telefon in mislim, da sta obe pili. Ali je Marija udarila? Ali ti je to priznala? Torej je Marija rekla, da. Linda je bila jezna in Linda jo je začela pretepati. Ne vem, kje je. Ne, lahko bi šli hitro noter, Marija, prosim. Lahko greš noter, prosim. Marija je rekla, da jo je Linda udarila 5 ali 10krat po levom ušesu in ima rdeče uho. Veš, njeno levo uho je rdeče in tole je pač tako. Tudi nos ima ves krvav. Rekla je mat, to je rekla Marija. Dala si je sol. Boha gleda. In potem jo je vklopila in jo držala. In rekla je, da sem jo morda udaril, ampak je bilo žaljivo. Rekla mi je, da jo je udarila s stisnjeno pestjo naravnost v obraz. Ja, in potem ni več hotela živeti. Mislim, da sta po njegovi oceni oba agresivna. Ona tega ne vidi. Obstaja še 50 ali oba zaradi nasilja v družini. Oba. Oba sta pila. Prav.
Marija je priznala, da je res udarila Glendo. Bila je žaljiva. Ja, sposobna je zagovarjati Marijo, zato nočem nič od tega. Mislim, da je to. Policisti na kraju dogodka se trudijo ugotoviti domnevnega napadalca, zato se odločijo, da aretirajo oba. Reci, da si jo večkrat udaril po ušesu in podobno, ampak. Tako bo, ne moremo določiti napadalca, zato bosta oba obravnavana kot napadalca. Torej bomo obema napisali prijavo zaradi družinskega nasilja. Torej, v redu. Tako da lahko hitro vstanete, hitro vas bomo odpeljali. Oba! Ja, ne, v redu je. Vse je v redu. Ja, oba greste v zapor. Oba greste v zapor. Ne samo eden, oba dva. Pokliči me. 6, 5, 4, 3, 3, 3, 1. Počakaj, prijatelj. Oba sta opletena v družinski prepir. Oba sta si izmenjala udarce. Se hecaš? Tudi ona gre v zapor. Oba greste v zapor. Kolikor se to dogaja? Lahko dobim svojo pisarno? Ja. Samo iti hočem. Ne, lahko bi plačal varščino. Lahko bi plačal varščino za to. Hočeš vzeti njene stvari? Lahko vzameš njene stvari. Počakaj malo. Bom nazaj. Sva, ne skrbi. Obljubim ti. Samo pravkar sva se o tem pogovarjala. Naj stojiš tukaj na mojem sedežu. Mislim, da moram premakniti kup stvari. Obljubim ti, Glinda. Obljubim ti, previdno, v redu je, prav? Sva. Zato bom šel nazaj noter in poskrbel, da mu ne bodo povzročali težav, ker bomo aretirali tudi njo. Ker tudi tega ne bom pustil kar tako odnesti. Ona bo. Ne bo ji uspelo. Ne bo, obljubim ti. Obljubim ti, da bom opravil svoje delo, Glinda. Obljubim ti to, prav? In prepusti to dekletom. Ko gre za obsodbe ali ko gre za, se veš, da določa tvoje delo. To je dobro. To je v redu. Šlo bo za evidentiranje in izpustitev, kaj ne? Daj jo hitro v avto. Na mojem? Ja, snemaj. Hej, me je. Boš zaklenila hišo? Hej, punca, daj jo v svoj avto. Potem, ko gre Nova in njen partner prideta na postajo na obdelavo, policist stopi v stik s sodnikom, da bi jima uredil varščino. Ker je v Novi Mehiki napad kaznivo dejanje brez možnosti varščine. Vaša čas. Kako ste, gospod? Hej, oprostite, ker vas motim. Hotel sem vas poklicati in povedati. Jaz in Carlos sva pravkar aretirala Glindo in Marijo zaradi medsebojnega nasilja v družini. Zato sem hotel videti, če mu povem, da vas bom poklical, da vidim, če bi lahko jim določili varščino, ker so pripravljeni plačati varščino. Ampak vem, da je tam brez varščine. Ampak sem mu rekel, da vas bom poklical, da vidim, če bi jim lahko določili varščino. V redu. V redu, moral sem opraviti svoj del, ker sem mu rekel, da bom. Veš, zato. Ne, nisem. No. Ja, torej... Lakev. So razbite ustnice in podobne stvari in potem imajo kam iti. Ampak jaz samo, če želite,
ne vem, če obstaja kakšen način, da bi lahko naredili, veste, vsaj določili neko varščino. Denar zanjo imajo. Raje bi, da gredo ven na varščino, veste. V redu. Okay. Želite poklicati zapor? Naj. Ja, vem, ampak samo vem, da sem dober človek, mislim, sodnik. Mislim, da veste, ampak Ampak razlog je, ker mi to počnemo tudi za ženske, ki jih moramo peljati iz mesta, veste. Ali lahko pokličete zapor? Samo da... V redu, hvala sodnik, pojdite. Grem zdaj evidentirati Glendo. Ustavim jo na policijski postaji. Carlos je tam, ampak samo za vsak slučaj. In ji bom zdaj povedal, da je vse v redu. Ko se Green in policist odpravljata v zapor na sprejem, razmišljata o tem, kaj se je pravzaprav zgodilo. In tam lahko ugotovimo napadalca zaradi kakršnega-koli razloga. In ona trdi, da si jo večkrat udaril po ušesu in obrazu. In to in jaz nisem. Nisem videl nje ali njenih poškodb. Carlos pravi, da je imela sledi na ušesu nekje tukaj, ampak jaz ne vem, nisem bil tam, zato nam je zelo težko. Primeri nasilja v družini so zelo težki, ker nas ni tam. Tam smo samo zato, da poskušamo ugotoviti, kaj se je v resnici zgodilo. In če ne dobimo celotne zgodbe, potem nikoli ne moremo natančno ugotoviti, kaj se je zgodilo, ker nikoli ne dobiš celotne zgodbe. Ampak glede na to, kar smo izvedeli, vemo, da je prišlo do kršitve zakona, zato moramo vsaj ukrepati in, kot sem ti rekel. Kaj je to? Ne bom lagala, udarila sem jo v uho. Ja. Ja, to je razumljivo. Veš, če te nekdo udari, običajno udariš nazaj. Ampak da bi natančno ugotovili, kdo je bil napadalec, to poskušamo ugotoviti. Poskušamo to ugotoviti, da lahko vsaj odpeljemo napadalca in žrtvi pomagamo. Ampak v tem primeru je bilo za nas precej težko. In vi pravite, da se vam je to zgodilo prvič? Težko mi je verjeti, da je res prvič. Veliko ljudi mi pove, da se je zgodilo že večkrat prej. Ampak če boste karkoli potrebovali, veste, da sem. Jaz bom tam, veste, res bom. Nisem slaba oseba. Nisem slaba oseba. Nikoli nisem mislila, da si. Vem, da nisi, vem. Zato sem tudi sodniku zdaj povedal. Rekel sem, sodnik, ne poskušam kazati nobene pristranskosti ali kaj takega. Veš, pokličem, kadar imam, kadar nočem prevažati ženske v Deming ali v Silver ali kam drugam. Veš, pokličem te pa rečem, hej, ali znižaj varščino, ali dovoli, da plača gotovinsko varščino, ali pa nam odobri izpustitev na lastno odgovornost, da nam ne bo treba iti, samo evidentirani bodo. In potem bo sodnik poklical zapor in jim povedal, da ste bili izpuščeni na svojo odgovornost. Dokler ostanete ločeni in se to ne ponovi. Ker, če se zgodi, da se danes po noči spet srečata, ker vas je izpustil in mi potem ponovno posredujemo, vas lahko pusti v zaporu do ponedeljka, dokler vas ne vidi. Veste, če bi morali aretirati, kar smo že morali v preteklosti, ker smo to že naredili, ali pa včasih, zato so na družinskem nasilju uvedli brez varščine, kaj ne? Ker na ta način ne želijo, da bi jih izpustili. Ampak včasih so plačali varščino, se vrnili in na koncu pristali v situaciji, ko bi jih morali ponovno aretirati in potem ne bi mogli več ven. Samo upam, da boste to uspeli razrešiti in da boste našli rešitev. In ali... če je potrebna pomoč. Ali če je bil alkohol dejavnik pri tem, kar se je zgodilo, potem veste, kje je težava in lahko to rešite. Ampak če je kaj drugega kot težave z obvladovanjem jeze, ljubosumje, karkoli že je, veste, ne vem, samo govorim na pamet, tako da vam ni treba poslušati ničesar, kar imam zapovedati. Ampak če potrebujete kakršnokoli pomoč, pri čimerkoli, mi samo povejte in vam bom pomagal. Green in policist prispeta v zapor in osebju predstavi načrt. Kako ste, fantje, vse v redu? Kakšen je načrt? Vas je sodnik že poklical? Še ne. V redu, ja, poklical bo, to bo samo knjiga ali pa, ja. Odredu bo izpustitev na lastno odgovornost, brez varščine. Brez varščine, ja. Odlično. V redu, to je njena kopija in pravzaprav to je moja kopija. Oprosti, to sta vajina izvoda. Kateri pa je njen? Ja, vse bo v redu.
No, moraš kaj narediti. Jaz bom kar uredil izpustitev, oni ga bodo samo izpustili. Potrebuješ kaj za tvojo dokumentacijo glede tega? Zdaj, ja, verjetno bo sodnik poklical, sodnik bi moral poklicati, pravkar sem govoril z njim, rekel je, da bo poklical zapor, torej, ali kaj potrebujete, v redu. Bo to video telefonski klic? Ne, to bo telefonski klic in poslal nam bo otroka, ja. Lahko greš ven, neprijetno ti je. A imate fantje ključ za lisice? Ali bo Tiša še vedno prišla potem? To se želi. Da. Samo on bo dal nekaj omejitev, da ne smeta biti skupaj in vse te stvari. Samo želim iti na... Lahko nam poveš, prosim, Mark? Boste samo počakali, ko boste končali z njo. Ali pa lahko potem počakate in ga spustite noter z drugo. V redu, boste še kaj potrebovali od mene? Ne. V redu sem. Ti si v redu. Justice continuing owner, duty officer. Kako ti je ime, ampak Kurt? Kurti? Sem vas že srečal, gospod. Pazite nase, Linda. V redu, pazite nase. Če kaj potrebujete, me pokličite. Green in njena žena, obe obtoženi fizičnega nasilja, sta bili izpuščeni iz zapora na podlagi osebnega jamstva, vendar jima je bilo za tisto noč prepovedano stikati druga z drugo. Obtožbe proti obema so bile kasneje zavržene z možnostjo ponovne vložitve. Hvala, ker ste gledali vsi skupaj. To epizodo Long Crime After Hours je raziskala, napisala in producirala Heather Burzak. Videomontažo je opravil Daniel Camacho. Jaz sem Jesse Weber, se vidimo naslednji teden.